poleg zavezanosti stalnemu nadgrajevanju strokovnosti, doseganju optimalnih, preverljivih rezultatov zdravljenja ter dosledni skrbi za paciente je eno izmed vaših pomembnejših profesionalnih vodil tudi zavedanje, da je boj proti korupciji moralna dolžnost vsakega zdravnika. Bi lahko rekli, da ima to prepričanje domicil v vseh slovenskih bolnišnicah, na vseh bolnišničnih oddelkih, operacijskih dvoranah, ordinacijah, pa tudi pri vseh vaših stanovskih kolegih in seveda ključnih akterjih v zdravstvu? No, jaz mislim, da ne, ker drugače bi bila danes Slovenija na tem področju povsem nekaj drugega. Seveda pa ne moramo za to kriviti zdravnike. Mi smo izobraženi za zdravljenje bolnikov, medtem ko je veliko služb, veliko profilov v ministrstvu, v vladnem delu, v posameznih ustanovah zdravstvenih, ki seveda bi mogli poskrbeti za to. Pravzaprav je to, kar se vam je dogajalo v zadnjih letih, poveden odraz razmer v našem javnem zdravstvu, ko ste dokazali, kako preplačan je pri nas medicinski material. To ste naredili na primeru žilnih opornic oziroma stentov, se je vsul plaz, s katerim so želeli spodkopati vašo profesionalno pot in dosežke. Zakaj vaše poteze pravzaprav niso bile razumljene kot možnost, kot priložnost, da se v zdravstveni sferi, tam, kjer vladata, vsaj na nekaterih segmentih, kaos in tudi korupcija, vzpostavi red, ki bi omogočil, da zdravstvu in zdravljenju namenjeni denar pride v prave roke? Jaz tudi ne vem, isto vprašanje si postavljam sam. Dejstvo je, da pač stvari, ki so me dogajale, me pa pač niso zlomile, ampak so me utrdile in utrdile tudi v prepričanju, da je verjetno to prava pot. In si želim, da bi se Slovenija v prihodnjem, mogoče za naše naslednje generacije, tudi na tem področju spremenila in postala bolj evropska. Kako pa se odzivate na trditve stanovskega kolega, češ da ste z delom na kliničnem oddelku za kardiologijo ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra prenehali po več strokovnih in etičnih zdrsih? Je to res? Ali pa ste v resnici posameznikom, ki so bili neposredno vpleteni v nabavo medicinskega materiala, preveč direktno stopili na žulj? No, to, da so bile povod strokovne napake, je čista laž. In če greste v klinični center in vprašate vse druge kolege, vam bodo to potrdili. Skratka, šlo je za enostransko dejanje. Jaz o tem sem obvestil nadrejene, nihče ni odreagiral. Jaz sem situacijo sprejel, ker pač v življenju iščem rešitve in ne potenciram probleme, zato sem pač pospešil, odnosno stimuliral moje delo v drugih institucij. Medtem ko vaša tudi mednarodna prepoznavnost in angažma ostajata neokrnjena, pa ste po drugi strani v matični ustanovi prejeli tudi opomin pred odpustitvijo oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Kaj je narekovalo tovrstni ukrep? Kako so se nanj odzvali vaši kolegi, vaš tim? No, jaz moram reči, da sem vesel, kar se tiče mednarodne prepoznavnosti, ki v bistvu samo še narašča. To se kaže v številu publikacij v strokovnih mednarodnih revijah, v številu vabljenih predavanj na pomembnih in tudi najpomembnejših mednarodnih srečanjih, kar me nekje utrjuje v prepričanju, da grem pravo pot, da delam prave stvari. Kar se pa tiče opomina pred krivdnim odpustom iz kliničnega centra, je pa šlo za to, da smo na skupini Zdravstvo SI prikazali primerjavo rezultatov zdravljenja pri perkutanih zaklopkah aortnih, in sicer smo podatke povzeli iz javno objavljenih strokovnih člankov, tako za Medicor kot klinični center, ki so dostopni tudi na PubMed, in seveda izvajalci in predvsem nadrejeni v kliničnem centru, namesto bi se zamislili na to razliko, seveda je bilo dosti bolj preprosto dati meni opomin pred odpustom. Torej je bila moteča primerjava med obema institucijama? Moteča je bila primerjava, ki je pa, kot poudarjam, temeljila na javno dostopnih objavljenih člankih obeh inštitucij v
zbirki PubMed, ki je splošno priznana medicinska zbirka tudi v mednarodnem merilu. Z dokazi in konkretnimi številkami podprta zgodba o žilnih opornicah, na podlagi katere bi lahko pomembno izboljšali razmere v našem zdravstvu in izrazito omejili tudi korupcijo, pa v praksi kljub temu, da je bil že pripravljen scenarij za ukrepanje, ni zaživela. Pometena je bila pod preprogo, vi pa ste občutili posledice, ki še vedno niso izzvenele, pravzaprav se, lahko bi rekli, le še stopnjujejo. Pa ob tem pa ste vendarle, kot pravite, prišli do pomembnih spoznanj, med drugim tudi do odgovora na vprašanje, zakaj je zasebnik v sistemu javnega zdravstva za dobro nauljene korupcijske mehanizme tako zelo škodljiv. Zakaj? Zasebni koncesionar v sistemu javnega zdravstva seveda je škodljiv zaradi tega, potencialno škodljiv zaradi tega, ker tisti denar, ki ga zdravstvena zavarovalnica nameni za njegove storitve, seveda ni več dostopen za legalizirano krajo davkoplačevalskega denarja preko javnih razpisov, ki potekajo v državnih institucijah. Ja, v teh velikih nepreglednih kolosih se to bistveno lažje odvija, bistveno lažje ostaja tudi skrito, kaj ne? Poleg tega na marsikaterem področju koncesionar, kljub temu, da gre za manjše količine, doseže bistveno nižje cene istega materiala kot državne institucije, predvsem takrat, kadar se posluži kupovanja teh artiklov na enotnem evropskem trgu, tam, kjer je pač cena najnižja. Kam bi pa v tem kontekstu umestili aktualne zakonodajne spremembe na področju zdravstva, s katerimi naj bi sicer izboljšali delovanje zdravstvenega sistema, vendar se po drugi strani zdi, da je kratkih stikov nekako vedno več, ne manj. Se vam aktualni prijemi zdijo pravi in kako morda v tem kontekstu komentirate oziroma ocenjujete delo Strateškega sveta za zdravstvo, ki ga vodi kirurg Onkološkega inštituta Ljubljana, dr. Erik Brecelj, s katerimi ste nekaj časa v omenjeni skupini zdravstvo.si tudi sodelovali? Vsi ukrepi sedanje vlade, če gledam celoten mandat, so zelo sistematični in so namenjeni izključno k monopolizaciji državnega zdravstva in eliminaciji zasebne iniciative, zasebne zdravstvene iniciative iz sistema javnega zdravstva. Če gremo po vrsti, boste videli, da je temu tako. Problem je v tem, ker ti ukrepi, namesto da bi širili dostopnost, ožjo dostopnost bolnikov do zdravstva, ker omejujejo tudi delo zdravnikov, pridnih zdravnikov v prostem času, s čimer se je marsikaj kompenziralo pomanjkanje zdravstvenih storitev v državnih ustanovah. Z dr. Brecljem sva dolgoletna prijatelja, tudi on je bil v začetka v prvih mesecih v naši skupini zdravstvo.si, potem je prostovoljno izstopil. Pri tem področju reform sedanje vlade pa sva se ne sicer osebno, ampak kot v pogledih, bom temu rekel, diametralno razšla. Obljub o izboljšanju razmer v javnem zdravstvu se je pravzaprav, če se ozremo nekoliko dlje nazaj, v zadnjih desetletjih nabralo ogromno. Pravih rešitev, ki bi sistem naredili dostopnejši za bolnike takrat, ko ti potrebujejo zdravljenje in ne šele z večmesečnim ali celo nekajletnim zamikom, pa ni. Prav tako ni prišlo do izboljšanja pogojev, ki bi v javnozdravstvenih institucijah omogočili kakovostnejšo in varnejšo oskrbo obolelih, skrb zanje. Kako bi takšno stanje ocenili kot dolgoletni klinik, ki je z interventnimi kardiološkimi posegi rešil nemalo življenj? Kako dobro je v resnici naše zdravstvo? Naše zdravstvo ima posamezna jedra, ki so res vrhunska. To ni odvisno od, bom rekel, tega, da bi k temu posamezniki in skupine stimuliral sistem, ampak entuziazma posameznikov. Žal, po mojem opažanju, ta jedra postopoma izginjajo zaradi vsega kaosa
vseh reform, ki so kontraproduktivne. Prava rešitev za Slovenijo seveda je uvedba sodobnega evropskega modela javnega zdravstva, kjer enakovredno sodelujo tako državne institucije kot zasebniki. To se skozi zagovarjamo v skupini Zdravstvo SI. Seveda rešitev je pa tudi relativno preprosta. Ni nam treba izumljati tople vode, lahko stopimo samo čez Karavanke in praktično lahko v celoti prekopiramo avstrijski zdravstveni sistem. V tej skupini, v kateri ste angažirani, ste predlagali formulo, po kateri bi s predrugačenimi sistemskimi okviri pri nas lahko onemogočili korupcijo, ki se odvija z veriženjem prek domačih distributerjev, denar pa bi posledično lahko pravičneje razporedili, in sicer tako, da bi sistem deloval brez kratkih stikov, vsaj ne s tolikšnim naborom teh stikov, kot jih opažamo danes. Kako v tem kontekstu gledate na vlogo plačnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje? Kakšna je njegova vloga? Jo opravlja tako, kot bi jo moral, oziroma kje se skriva prava rešitev? No, trenutno je Zavod za zdravstveno zavarovanje zbiratelj davkoplačevalskega denarja, ki ga v bistvu ne zanima prav veliko cena, še manj pa kvaliteta storitve. Rešitev je spet, bom rekel, sodoben evropski sistem javnega zdravstva, kjer seveda prav tako ni potrebno imeti monopola ene zavarovalnice. Vedno v vsaki stvari, pa ne bo medicina ali kaj drugega, monopol vodi v nazadovanje in ne v napredek. Se bo torej pri nas v aktualnih danostih javnega zdravstva zgodba o krepko preplačanem medicinskem materialu po vaši oceni nemoteno nadaljevala tudi v prihodnje? Absolutno se nadaljuje in se bo nadaljevala, ker če ne bo ustreznih sistemskih ukrepov, ki morajo biti sprejeti na državni ravni, gre pa za to, da je bistvo vsega potrebno prepoznati mehanizem preplačevanja pri nas. Mehanizem preplačevanja je pa to, da na zaprtem slovenskem trgu so praktično dobavitelji posameznega materiala monopolisti. In seveda zato postavijo lahko ceno, kakršnokoli želijo. Material, odnosno ta artikel, je potrebno kupiti, ker ga pač mi zdravniki rabimo. In seveda oni imajo čas, oni čakajo, mi bomo pa slej ko prej, ko bo zmanjkalo, to nekako kupili po tisti ceni, ki jo bodo oni postavili. Rešitev je zato, da pri teh enormnih preplačevanjih, da država stimulira in olajša slovenskim zdravstvenim institucijam, da ta material v primeru preplačevanja slovenskim distributerjem kupujejo na enotnem evropskem trgu, pač tam, kjer je najceneje. S tem bi se razbil monopol in s tem bi v bistvu prišli do normalnih cen. No, v skupini Zdravstvo SI smo na koncu mandata prejšnje vlade predlagali novelo, ki je bila sprejeta v tem smislu in govori o referenčnih cenah za posamezne artikle kot povprečje skandinavskih in nemških cen, ker bi bil nedvomno prvi korak k normalizaciji cen na slovenskem področju. Žal je sedanja vlada kot enega prvih ukrepov v nekaj mesecih to novelo ukinila in seveda, kako bi rekel, psi lajo, karavana ide dalje. V zadnjih 4 letih so se čakalne dobe za na primer kardiološke preiskave in obravnave s povprečnih 20 dni podaljšale na 40 dni za paciente, ki imajo napotnico z oznako zelo hitro, da ostalih niti ne omenjam. Kaj to pomeni za varnost in pravočasnost obravnave, ki jo bolnik potrebuje takoj, ne šele mesec dni po tistem, ko mu je osebni zdravnik zaradi konkretnih težav napisal napotnico za obravnavo pri specialistu kardiologije? Pa to je res zgolj osamljen primer, vendar bi vas kot klinika prosila za komentar. Ja, če se povečuje potreba, ob tem se pa celo s sistemskimi ukrepi zmanjšuje dostopnost, odnosno število zdravniških storitev, potem je jasno, da čakalna doba raste.
problem so tisti bolniki, ki imajo neko stanje, ki je življenjsko ogrožajoče in seveda, dokler ga ne pregledamo, tega ne vemo. Zato je sigurno vsaka čakalna doba, zlasti pri določenih diagnozah, pomeni tudi smrtnost na čakalni listi. Seveda, če tega ne meriš, meriti je pa dokaj težko, tega problema ne vidiš in je skrit. Pravzaprav, ko že omenjate merjenje, konkretne številke, denimo glede rezultatov zdravljenja, do teh številk je pri nas pravzaprav težko priti. Nekako niso in nočejo biti osebna izkaznica vsake zdravstvene institucije, kaj ne? No, s tem se absolutno strinjam, pri nas te kulture ni. Jaz sem se te kulture naučil, sem več kot 4 leta živel in delal v Ameriki in tam je seveda to nekaj nujnega. Tako da, ko sem se vrnil v Slovenijo in postal predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino, to sem bil 20 let, smo praktično imeli za najbolj pogoste in zapletene posege registre, smo tekoče obdelovali rezultate, jih tekoče objavljali in predstavljali na mednarodnih kongresih in s tem v bistvu prišli do odgovora, ali smo primerljivi ali ne z najboljšimi. Žal v 20 letih nobeden izmed mojih nadrejenih nikoli od mene ni zahteval nobenega rezultata. To je bil moj hobi. Enako seveda delam tudi v Medikorju, ker imamo registre za vsako intervencijo posebej, vendar tukaj je situacija drugačna. Profesor Zorčeva zelo pozorno spremlja vse rezultate, primerja z rezultati v tujini in enkrat letno, ko imamo kongres v Portorožu pred Božičem, praviloma te rezultate, saj tiste najbolj pomembne, predstavljamo pred mednarodno najbolj priznanimi gosti in predavatelji, od katerih seveda dobimo zelo relevantne odzive ki nam povejo o tem, kje smo. In to je naša dolžnost do bolnikov in do plačnika. Ali imajo bolniki v Sloveniji enake možnosti za zdravljenje oziroma za dostopnost do zdravljenja, ne glede na njihov socialno-ekonomski položaj? In pravzaprav, kaj je glavni razlog za to, da bo vaš odgovor nikalen? No, moj odgovor ne bo nikalen. Mi imamo določena področja, ki so verjetno sistemi, ki so eni najbolj razvitih na svetu, z najboljšimi rezultati. Primer je centralizirano zdravljenje srčnega infarkta, ki smo začeli leta 2000 in je bolnišnična umrljivost od takrat padla od 17% na 2%. Skratka, so določena področja, kot sem prej omenil, kjer smo dejansko res popolnoma primerljivi z najboljšimi centri ali morda celo nekje boljši. So pa številna področja, kjer mislim, da nismo, vendar tega ne vem, ker nihče ne meri rezultatov. Torej, ocenjujete, da je dostopnost bolnikov, ki je zagotovljena bolnikom, enaka ne glede na njihov socialni status? Jaz mislim, vsaj kar se tiče urgentnih situacij, da je temu tako. Kar se pa tiče, bom rekel, neurgentnih situacij, ki so združene s čakalnimi dobami, pa temu verjetno ni tako, ker tisti, ki ima denar, bo verjetno šel nekam samoplačniško in tisto storitev opravil brez čakanja.